dneve v domovini po vrnitvi kljub bolezni preživi zelo intenzivno. Tako nastanejo kar 3 knjige. Prva knjiga z naslovom Med Antešaki nam v podrobnosti predstavi življenje na Rdečem otoku, njihovo kulturo, način življenja, sprejemanje krščanske vere, sprejemanje življenja in smrti, spoštljiv odnos do pokojnih, odnos do narave so stvari, ob katerih se lahko marsikaj naučimo. Druga knjiga z naslovom Spremljevalci mojega življenja je zasnovana kot odgovori na vprašanja, ki mu jih po vrnitvi v domovino zastavlja novinar Igor Pošte za lokalni 14-dnevnik. Tretja knjiga Priročnik za malgaški jezik. Knjiga Slovar je edinstvena, saj je prva te vrste, ki je v pomoč našim misionarjem za prve stike z malgaši. Janko Slabe je jezik spoznaval ob skupnem življenju in delu, ki ga je delil z domačini. Ob tem je bil dober opazovalec, pri opisu malgaškega jezika pa mu je pomagal tudi pretanjen občutek za jezik in sporazumevanje, je zapisal dr. Andrej Pekeš. Znan pregovor pravi, dobrota je sirota. Tudi Janko, tako kot mnogo dobrih ljudi, ki zaradi bolezni ne morejo več opravljati svojih dobrih del, postanejo breme sodobne družbe. Tudi on je moral skozi kalvarijo tega občutka, da nisi nikomur več koristen in si tako rekoč samo še v breme. Na srečo je imel ob sebi dobre ljudi, katerim se je lahko potožil. Eden takih je bil njegov prijatelj Igor Pošte, ki je ob tem zapisal. Janku sem v teh hudih urah svetoval, naj nekdanjemu sošolcu, takratnemu ljubljanskemu nadškofu Alojzu Uranu, napiše pismo protesta, v katerem naj mu napiše, da ni prav, da se z njim ravna tako nekrščansko. Napisal ga je še isti dan, zelo nabitega s čustvi. Ker sem vedel, da v srcu Janko nikoli ne čuti tako močnih negativnih čustev, sem mu predlagal, da naj ga malo omehča. Po dnevu ali 2 premisleka se je odločil, da ga ne bo odposlal. Meni pa ga je vendarle zapustil kot dokument nekega časa, v katerem je vse premalo srca. Premislil si je tudi zato, ker mu je nek drug sošolec duhovnik ponudil topel dom na Vranskem, kamor sem ga hodil obiskovati. Na Vranskem je žal živel samo malo časa. Zaradi poslabšanja zdravja je moral v celjsko bolnišnico, kjer je 26. maja 2007 odšel v Gospodu. Prepeljan je bil v domačo hišo Karjavcu v Rote. Tam ga je pokropilo zelo veliko ljudi, duhovnih sobratov in tudi nekaj malgašev. 27. maja je bil pogreb, ki ga je vodil nadškof Monsignor magister Alojz Uran, ki je med drugim povedal: Urastel se je med svoje malgaše, spoznaval, sprejemal njihove hibe, naprimer potočnost, in vrline, naprimer povezanost in solidarnost. In čeprav je moral ob prihodu na Rdeči otok bistveno spremeniti izkušnje in celo miselnost od doma, je gradil na osnovi dotedanje življenjske poti. In prav ta pot je bila